Pomembnejši projekti v letu 2017 do prve polovice 2018. Zagotovo ne morete mimo prenove mestne vpadnice, ta je bila velik zalogaj, tudi novo zgrajena postajališča za otroke, šolobvezne pri Mesečini. Na nje smo zelo ponosni, tudi energetska sanacija osnovne šole Ivan Cankar je za nas zelo pomembna. Potem tudi prenove po različnih, drugih krajevnih skupnostih cest. Največji dosežek teh 4 let, torej zadnjega mandata? Jaz bom kar tako rekla. Najprej na začetku mandata je bilo treba narediti marsikaj na reorganizaciji, okrepiti ekipo na občini, marsikaj smo mogli spremeniti kakšne zadeve, zato da smo prišparali ogromno denarja, da smo se potem lahko sploh lotili investicij in jih izvedli vsaj na takšnem nivoju kot v preteklosti. Ponosna sem zato, da smo večino projektov, ki smo jih naredili tudi vsaj še s sofinanciranjem enega drugega vira, pa če to niso bili vedno evropska sredstva, so bila pa to sredstva države ali iz kje drugje. Ponosna sem na to, da smo se lotili marsikaterega kislega jabolka. Sporočam pa to, da imamo za kaj smelo gledati v prihodnost. Veliko projektov se je izpeljalo v tem zadnjem obdobju, da ne omenjam infrastrukturnih, na področju mladine, na področju tudi odraslih in starejših. Verjamem in ponosni smo predvsem na to, da Trbovlje več ne capljajo samo za drugimi in čakajo, kaj bodo drugi naredili, da bomo potem jih kopirali, ampak imamo pogum in si drznemo marsikdaj stopiti nasproti tudi takim projektom, kjer orjemo ledino.